Spoštovani častni gostje, spoštovani prisotni, zelo me veseli, da ste v takem številu, res lepa družba. In očitno je tema pomembna. Gre za neko zvenečo besedo, ki se je pojavila pred par leti in znanstvene objave na to temo rastejo eksponentno. Še bolj se beseda pojavlja v političnem besednjaku in pa v besednjaku trgovskih družb, se pravi, gre tudi za oblikovanje tržnih pristopov na nov način. Se pravi, družba se očitno nekako spreminja in so drugi pogledi vstopajo v ospredje. Se pravi, regenerativno kmetijstvo v Evropi je osnovni dokument, ki ga imamo pred sabo in očitno je akademija, tole pa gre samo naprej, Evropska in znanstveni konzili akademije, Združenje Evropskih akademij prepoznal vsebino kot tako pomembno, da so naredili neko študijo, ki povzema dogajanje. Poleg tega imamo v Evropi zelo močan program, tudi to je novost, skupni raziskovalni program za kmetijska tla, se pravi European Joint Program, katerega del je 24 držav oziroma še več inštitucij in tudi mi smo zraven, se pravi Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut pa fakulteta v Mariboru za biosistemske vede. Tako da gre za dejansko združenje slovenske stroke pod vodstvom, pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, ki je sofinancer tega projekta. In glavni cilj je najprej pregledati stanje, kakšno je v Evropi, potem na podlagi teh pregledov ugotoviti, kje so potrebne nove raziskave, nove aktivnosti in sedaj smo v polnem teku in usmerjamo nove raziskave v tej smeri, kjer smo videli, da obstajajo vrzeli. In na koncu želimo poenotiti predvsej znanstvenike, stroko, in poenotiti postopke, kjer se le da, mogoče ne na silo, ampak pomembno je, začeli smo se zelo skupaj pogovarjati in bomo verjetno naredili pomembne korake v smeri izboljšanja kakovosti tal in širšega okolja. Zdaj, kakšno je stanje v svetu, smo že malo videli v dozdajšnjih ekspozejih. Se pravi, gre za poenostavitev sistemov, zato da bi se približali mogoče bolj industrijskim postopkom. S poenostavitvijo seveda zmanjšamo na videz stroške v posameznem segmentu proizvodnje in te poenostavitve vodijo v monokulture, v homogenizacijo kmetijskih krajin, osiromašenje pravzaprav pestrosti v okolju. Tudi v živinoreji smo bili v drugi polovici 20. stoletja priča rasti intenzivnih farm, ki so sedaj pretežno odvisne od uvožene in ne lastno pridelane krme, kajti zaradi racionalizacije stroškov se krma prideluje drugje in ne gre za mešane kmetije več. Tudi na travnikih se je zgodila precejšnja poenostavitev in v intenzivnih predelih nimamo več trajne travne ruše, ampak gre za to, da se travnike v bistvu obravnava skoraj kot njive, dosejava se par vrst, ki so najbolj rodovitne in s tem izgubljamo biotsko raznovrstnost. Kmetijstvo prispeva k toplogrednim izpustom. Res, da je dobra novica, da samo 10% v Sloveniji od celotne družbe, se pravi, ni glavni emitent, je pa glavni emitent metana, didušikovega oksida in pa še posebej amonija. Tako da politike imajo sedaj nalogo, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in je v kmetijstvu se da precej narediti, kljub temu, da je v celoti samo 10% emitent. Predvsem so v tej študiji, ki jo imamo pred sabo, ugotovili, da je zmanjšanje
izgub hrane. V razvitem svetu zavržemo hrano, v nerazvitem jo ne znajo skladiščiti in propade od njive do potrošnikov. To je ta zgornji stolpec in potem spremembe prehranskih navad. Se pravi, v zahodnem svetu pojemo preveč mesa iz teh intenzivnih, rečemo, tovarniško usmerjenih farm. Se pravi, to bi se dal precej zmanjšati, če prilagodimo prehrano, ki je tudi bolj zdrava in tako naprej preko sprememb načinov pridelave, zmanjšanje, izboljšanje izkoristkov hranil, zmanjšanje porabe fosilnih virov, pridemo lahko do izrazitega zmanjšanja. V pomemben del pa bi bilo, da zastopimo sisteme kmetijske kot celovite, da se vrnemo iz teh pretiranih specializacij v bolj celovito načrtovanje kmetijskih sistemov, ne samo na nivoju posamezne parcele, ampak širše na nivoju kmetije in na nivoju celotne mogoče družbe. Se pravi, regenerativno kmetijstvo, bomo videli, ni zelo jasno definirano. Cel kup poskusov definicije je in sledi pa kot nabor orodij za doseganje ciljev, se pravi te strategije, ki smo jo danes že večkrat slišali, se pravi kmetijstvo mora zmanjšati emisije za 55%, ne v celotni družbi, ampak znotraj kmetijstva. Tukaj bo mogoče kolega povedal, da se motimo, to smo dokumente prevajali. Zmanjšati je treba seveda porabo fitofarmacevtskih sredstev, sploh tistih najbolj nevarnih, in izgube hranil je treba zmanjšati za 50%, tako da bi mineralne postali manj odvisni od uporabe mineralnih gnojil. Kajti mineralna gnojila vemo, da so tudi strateška surovina, ki ni enakomerno razporejena v celotni družbi. Do leta 2030 je treba doseči 25% zemljišč z ekološko pridelavo. Tukaj je v dokumentu zanimiva pripomba, da ugotavljajo, če bomo dajali denar za ekološko kmetijstvo, se nam lahko zgodi prevelika intenzivnost ekološkega kmetijstva, kar vodi tudi v trend intenzifikacije in mogoče bi bilo za diverzifikacijo in obnovo sistemov bolje, da bi tudi dajali podpore bolj konvencionalnim praksam, ki pa bi bile sistemsko povezane. Ja, se upravičujem, zgleda, da nisem izklopil tega prehajanja. Se pravi, naslednji cilj je tudi izboljšati pestrost v pokrajini, se pravi, vsaj 10% površin ne bi bilo izrazito pestrih. In zdaj tukaj je en zanimiv slogan, trajnost je most, regeneracija je pa cilj. Se pravi, če smo prej leta in leta mogoče poslabševali razmere v ekosistemih, ni dovolj, da to zdaj samo ohranjamo, tako stanje, ampak je treba začeti z izboljšavami, da uravnotežimo tisto, kar smo prej mogoče 50 let narobe delali. Tega se zavedajo, smo rekli, tudi v raznih poslovnih krogih in vidijo, da z modernimi pristopi, z internetom, da se lahko povežejo neposredno s potrošnikom. Se pravi, kmeta neposredno povežejo s potrošnikom in v svetu, tukaj sem sam par naštel raznih akcij, pobud, jih je pa ogromno, zelo resnih, vstopajo Nestlé, PepsiCo, Microsoft in tako naprej, se povezujejo z fitofarmacevtskimi družbami, z družbami, ki proizvajajo gnojila, potem stroje in tako naprej. In nevarnost je, da bojo postali tako močni, da bojo kreirali svojo politiko in da nacionalne politike ne bojo več imele absolutne moči. Gre za neko pomembno globalizacijo in zato je pomembno, da se pogovarjamo o teh stvareh tudi na nacionalnih okvirih in da mi postavljamo nek tempo razvoju v našem okolju, da nas ne bojo tujci preveč vozili. Zdaj,
Rekli smo, da regenerativno kmetijstvo nima jasne definicije. Gre za nabor praks, ki so odvisni od konteksta in različnih ravni, različnih okolij, različnih kulturnih okolij in zajemajo posamezno parcelo, kmetijo in pa celotno krajino. In ugotavljamo, da če želimo imeti res povezan ekosistem, ni dovolj samo parcela, ampak moramo gledati ukrepe na ravni krajine in pa zahteva se celovit pristop z dolgoročno zavezo. To je zelo pomemben poudarjati, parcialni ukrepi hromijo pravzaprav ta prehod v regenerativno fazo. Samo, če bomo gledali celovito tudi pri političnih ukrepih, moramo imeti paket med seboj povezanih sistemskih ukrepov. To je zelo pomemben. In pa, ko se enkrat lotimo obnove, moramo vztrajati, ni dovolj, da smo eno leto na eni parceli regenerativni, potem drugo leto pa ne. Moramo vztrajati vrsto let, kajti tla so odporen sistem in se počasi kvarijo, tudi počasi popravljajo. Na desni strani vidimo to drevo, glavna nekak stebra, bi rekli, regenerativnega kmetijstva so ohranitveno kmetijstvo. Ohranitveno kmetijstvo je dobro definirano, kot bomo videli na naslednjem slajdu, in pa tudi upeljevanje, povečevanje pestrosti kmetijske krajine z vključevanjem gozdnih vrst rastlin, drevesnih. Geslo še eno, ni življenja brez prsti in prsti brez življenja. To je dobro, da vemo. Skupaj sta se razvijala, pravi Charles Kellogg, leta 1938 že. Se pravi, rečemo praksi in v praksi povrneš. Ohranitveno kmetijstvo je definirana veja kmetijstva, na FAO, naprimer, imamo mednarodna združenja, preko 200 milijonov hektarjev se obdeluje na ta način že v svetu, tako da to jaz smatram kot temelj vsakega regenerativnega kmetijstva. Ta zahteva zmanjšanje intenzivnosti obdelave tal, potem povečanje vsebnosti organske snovi v zgornjem sloju v nekem obdobju, če seveda nimamo že dovolj dobro založenih tal, in tla morajo biti stalno pokrita. Vsaj 30% površine naj bi bilo stalno pokrite z pridelki, z živimi pridelki ali pa z rastlinskimi ostanki, in pa povečati je treba biotsko raznovrstnost ekosistema z načrtovanjem kolobarjenja, z dosejavanjem dosevkov in tako naprej. Se pravi, vsi ti cilji so temelj regenerativnega, ki se pa potem širi iz posamezne parcele, smo rekli, na celotno kmetijo z vključevanjem celotnega cikla na kmetiji in tudi širše posamezne krajine. Samo kot primer, kako je pomembno spoznanje, da moramo imeti na njivah vedno, če le se da, žive rastline, kajti žive rastline preko fotosinteze pretvarjajo sončno energijo v organsko hrano za življenje v tleh in poganjajo pravzaprav rodovitnost tal s svojim razvejenim različnim koreninskim sistemom, tla ohranjajo v dobri strukturi in izkoristijo optimalno vodo in hranila. Se pravi, dosevki med glavnimi kulturami, inteligentno načrtovanje kolobarja postaja ključna zadeva. Ker se sam ukvarjam precej s hranili in ker bomo potem slišali od drugih kolegov več o biodiverziteti, o varni rabi fitofarmacevtskih sredstev, o eroziji, lahko samo poudarim, da je izjemno pomembno, da se zavedamo, kaj se dogaja s hranili v tem ekosistemu. Žival, ko zaužije dušik, fosfor, kalij, izloči več kot 80% teh hranil v obliki blata in seča in zelo pomembno je, da se zavedamo, kako ravnati s temi izločki. Dušik se v ekosistemu sorazmerno slabo izkorišča. V primarni rastlinski proizvodnji, to so podatki za Evropo, nekako povprečni, imamo izkoristke samo od 30 do 60% in potem, ko
predelamo te, oziroma ko požanjemo pridelke, jih pripravimo za krmo živini, so izgube v vseh teh segmentih in dogaja se, da imamo pri pitanju govedi samo še lahko okrog 15% izkoristka. V Evropi, kot vidite, smo zelo odvisni od mineralnih gnojil, pri dušiku 65% vnosa hranil predstavlja dušik in kar 78% fosfor. In če pogledamo izkoristek za potrošnike v prehranski verigi, se dušik izkoristi 20% in fosfor 30%. Se pravi, to se dejansko mora spremeniti, če želimo ohraniti ekosistem in regenerativne prakse so pot k temu. Še en primer, kaj se dogaja pri nas na kmetijah v Sloveniji. Naprimer, primer 5-letne bilance humusa v nekem kolobarju, ki je kar ustrezno, mogoče uravnan, ima kmetija silažno koruzo, dvakrat v kolobarju, potem ozimno pšenico, žetvene ostanke pšenice vrača in pa vmes ima enkrat detelno travno mešanico kot glavni posevek in potem strnišni dosevek. In humusna bilanca je pozitivna, kar je odlično, če bi bila tla revna na humusu in če kmet ne bi uporabljal veliko količino mineralnih gnojil. Vendar za intenzivno kmetijo vidimo, da je optimalna vrednost predvidena, da se lahko letno kopiči do 100 kg humusnega ogljika. Kajti take intenzivne živinorejske kmetije imajo lahko precejšnje presežke hranil na pragu kmetije. Naprimer, ta konkretna kmetija je imela 200 kg presežka dušika na hektar, in na 40 hektarski kmetiji si predstavljate, da je, če je to 100 kg preveč, nulo ne moramo imeti, nekaj izgub, tudi če smo še tako skrbni, se pravi, ni cilj nič, ampak za tako kmetijo bi bilo dopustno tam nekje do 100, maksimalno 130 kg presežka, se pravi 100 kg dušika, ki zdaj stane 2 evra za kilo, se pravi, 200 evrov na hektar krat 40 hektarjev je lepa vsota za kmetijo, se pravi neposredno izgubljen denar, vendar ne samo to. Ta presežen dušik poganja mineralizacijo preseženega ogljika v tleh in povečuje nevarnosti izpiranja nitratov in denitrifikacije, se pravi, zdaj, ko govorimo o carbon farmingu, se moramo zavedati, da je gradnja ogljika oziroma organske snovi v tleh, da mora biti postopna. Ne smemo naenkrat dajati veliko organske snovi v tla, kajti organska snov je hrana za organizme in če organizem dobi preveč hrane, ima težave. Vemo. Povečajo se potem izpusti, poslabša se tudi notranja kakovost sistema, s presežki hranil dobimo manj kakovostne prehranske izdelke, manj kakovostno krmo in s tem lahko slabše zdravstveno stanje živali na kmetiji. Se pravi, mnogo je skritih stroškov in pasti pri preintenzivnem kmetijstvu, zato pa bi morali delati vnaprej tudi take ocene na kmetijah. Se pravi, humusna bilanca, bilanca hranil na pragu kmetije sta dva pomembna elementa, ki bi svetoval, da se vključi v redno kmetijsko prakso. Še enkrat, danes bomo mogoče to večkrat slišali. Organska snov v tleh je izjemno pomembna, da imamo rodovitna tla. Tukaj je fajn prikazan 100-letni poskus, na tej strani imamo čudovita tla na istem rastišču, kjer so uporabljali redno hlevski gnoj, na desni imamo kompaktirana, slabo zračna, anaerobna tla, ista tla, ki niso dobila dovolj organske snovi. Ampak šlo je za 100-letni proces. In na desni vidimo, kako počasi se gradi vsebnost humusa, če nivo intenzivno obdelano, kjer je prišlo do degradacije vsebnosti organskega ogljika, spremenimo nazaj v trajni travnik, kar 100 let traja, da pridemo na novo ravnotežno stanje.
In to novo ravnotežno stanje pomeni, da se je vsebnost humusa povečala za cirka 1 dober %, nič več. Ne. In to moramo imeti pred očmi, ko želimo na hitro graditi zdaj humus v tleh. Ne bo šlo. Ne. In moramo biti realni pri politiki, ki snuje plačevanje kmetov za vezavo ogljika v tla. V Sloveniji imamo po podatkih na srečo kar precej ogljika. Koncentracija, to so grami na kilogram, oziroma če v procente prevedem, 2,8% organskega ogljika. Veste, da organska snov se množi za 1,7, tako da to so na njivah lepe vsebnosti. V vinogradih in sadovnjakih je lahko nekoliko manj, ker so prekopali tla in so mrtvico spravili na površje in so seveda razredčili tisto, kar je bilo na vrhu. Na travnikih smo nekje podobno kot na njivah in seveda potencial, ki ga imamo, pa kaže ekosistem na prehodu iz travnikov v zaraščajoče grmišče in z drevesi. Tukaj je pa 5,3% kot največ v povprečju. Še slika zalog. Na njivah v zgornjih 30 centimetrih imamo podobno zalogo, tam okrog 30 ton organskega ogljika kot v travniški rabi. In kot smo rekli, drevesa in grmičevje ima značilno več. Tako da dobra informacija je, da v povprečju so slovenska tla dobro založena s humusom in bomo težko na nacionalnem nivoju močno povečali vsebnost humusa. Seveda so pa izjeme, kjer pa to lahko naredimo. Ne? In tiste izjeme, tista njivska zemljišča ponavadi, ki pa so degradirana, pa lahko izboljšamo. Živinoreja ima precejšnje možnosti v Sloveniji. Ne? Govorimo o živinoreji visoke naravne vrednosti. Tradicionalno smo imeli košnjo konec junija in takrat so bili travniki cvetoči in pestri in tisti travniki niso rabili dosejavanja. Sami so se obnavljali. Seveda je bila produkcija mleka bistveno manjša na kravo na takih pridelovalnih sistemih. Zdaj, kako kmetu dati dohodek? Kako bo kmet nadaljeval lahko svojo aktivnostjo? Družba namreč ni dovolj bogata, da bi plačevala kmeta kot komunalca. To je treba zelo jasno povedati. Kmet mora doseči dohodek na trgu. In če ne bo dovolj pridelal, če ne bo imel z neposrednimi pridelki dovolj dohodka, da bi preživel in da bi potem naslednik nadaljeval, bo težko. Ne? Ali smo dovolj bogati, da gremo nazaj na nizke pridelke? Seveda si želimo imeti pestro krajino, vendar trajnost zahteva ekonomsko trajnost, okoljsko in družbeno trajnost. Ne? Tega ne smemo pozabiti. Krasen sistem na Menišiji vidimo na tej sliki, na 700 metrih, pod senco dreves se pase živina, ki se dobro počuti, zelo lepe živali, zdrave. Kot rečen je pa, smo vprašali kmeta, od kje mu dohodek, je rekel, v prvi meri sem urejevalec krajine. Kot rečeno, smo pred velikimi izzivi in koncept regenerativnega kmetijstva nam odpira nove poglede in še enkrat lahko poudarim, samo celoviti, trajni pristopi, zelo inteligentno domišljeni, ki pa niso statični. Ti pristopi morajo slediti najnovejšim spoznanjem znanstvenim in morajo se prilagajati seveda naravnim razmeram. Kmetijstvo se mora stalno prilagajati, zato ga ne smemo preveč omejevati s kakšnimi fiksnimi datumi in s fiksnimi določili, kaj kmet sme in kaj ne. On se mora prilagoditi vremenu. Če pride suša, pride, ne vem, zmrzav, spremenijo se tržne razmere, mora biti dinamičen, ampak znotraj nekih temeljnih okvirov, ki sem jih predstavil. Najlepša hvala. Se pravi, vidimo na zadnji sliki, krajina slovenska je še pestra. Imamo bistveno boljše stanje v povprečju kot neka zahodna, severna Evropa. Upamo, da to lahko ohranimo še naprej. Hvala.